Predstavo so v celoti oblikovali mladi ustvarjalci, poleg Timona Šturbeja še igralka Liza Marija Grašič in igralec Kristjan Ostanek, zaradi katerega so prvotni naslov Fant, dekle in sivolasi gospod v dogovoru z dramatikom spremenili samo v Gospod. Predstavo režira prav tako mlada režiserka Mariborčanka Mateja Kokol, ki je sicer ostala zvesta psihološkemu realizmu besedila, a gledalec bo dobil občutek, da je meja med resničnim in gledališkim na odru zabrisana. Gledališka miniatura, ki jo še bolj poudari intimno vzdušje malega odra, po besedah dramaturga Vilija Ravnjaka zaznamuje pogled mlade režiserke in s tem generacijsko drugi zorni kot. Zato predstava deluje mestoma tudi kot performans z elementi improvizacije. Skupaj seveda z ekipo smo skušali predvsem preizpraševati resničnost. Odpirali smo si nekako vprašanja, kaj je bolj resnično, je včasih življenje bolj resnično od gledališke predstave ali je gledališka predstava v bistvu bolj resnična kot življenje samo. In nekako sem poskušala ujeti, ne vem, kar je zame izjemno pomembno, to, da se generacije med sabo prepletamo in želela bi si še več takšnega sodelovanja. V predstavi gledamo gledališko delavnico, kjer se osebno življenje dveh študentov prepleta z njunim študijem igre, ki jo spremlja in spretno komentira profesor gledališke igre. Prav, za nalašč smo naredili to tako, da ni nobenih aluzij na našo akademijo ali pa na naše dejanske profesore, ki so bili vsi zelo slikovite. So, večina od njih je še živa, ja. S tem, da živimo danes bolj kot kdajkoli prej v nekem svetu neprestane manipulacije, to seveda kolegi iz medijev vejo še bolj kot mi. Saj jaz lahko rečem, da iskreno ljubim te zdrajsane deske. Ja, zanimivo v bistvu, ne, ker se kar se znebiš akademije, pa moraš kar nazaj. Predstavo po njegovem zaznamujajo 3 resničnosti. Se pravi, da je ta resničnost naša osebna igralčeva, potem je ta resničnost tega študenta, se pravi vloge in še te vloge oziroma teh prizorov, ki jih ona dva preigravata, skupaj seveda s profesorjem. Ne. Najstarejši od ekipe je pohvalil delo Mateje Kokol, s katero je delal prvič, ni pa skrival navdušenja tudi nad mlajšima igralskima kolegoma. Mlada kolega sta pa res izjemna, lepa, krasna, talentirana in na njunih plečih bo slonela prihodnost. Tako. Da je pomembno, da slovenska gledališča uprizarjajo, včasih tudi z nekaj težav, tokrat mislim, da ne, nova slovenska besedila. Za gib v predstavi je poskrbel koreograf Ivan Mijačevič, pod kostume se podpisuje Iris Kovačič. Dramsko besedilo Fant, dekle in gospod je po mnenju sodelujočih eno najboljših Vinka Möderndorferja. Lani je bilo med 5 drugimi tudi nominirano za Grumovo nagrado.